Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus rekel Simonu: odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Simon mu je odgovoril: učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Tedaj je Jezus rekel Simonu: ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Kristusov evangelij. Žena si je v padcu poškodovala obe nogi. Ko sem jo obiskal na intenzivnem oddelku in po prejemu sakramentov, mi je v močni veri in upanju rekla: nog ne čutim. Vse darujem za nove duhovne poklice. Dragi vsi, ki ste se vzeli trenutek, da se vidimo in slišimo, dvoje želim z vami danes razmišljati. Hvala Bogu, po večini smo hvaležni za obe nogi, za obe roki. Žal, vsem tudi ne koristijo zaradi bolezni in invalidnosti ter drugih starosti. Prvo, osrednje povabilo 2. februarske nedelje je: ne boj se. Kako je bilo na morju, smo slišali na začetku našega druženja iz evangelija. Ne boj se je bil namenjen apostolu Petru, ki se je dobro znašel v ribištvu. Podvomil pa je v Jezusovo vedenje, ko mu sredi belega dne svetuje, naj odrine na globoko in spusti mreže. Na Jezusovo besedo je ubogal. Mreže so bile v hipu polne rib. Zaslutil je, da mora biti tu na delu višja sila, ki presega Jezusova ribiška izkustva. Kaj nam hoče povedati dogodek na jezeru? Verjamem, da ste mnogi odgovorili na zastavljeno vprašanje. Češ, Jezus ima jezero, mrežo in ribe v svoji oblasti. Napačno bi mislili, da mu pa za nas ni mar. Pa čeprav smo različnih prepričanj in vere. Še nadaljujem. Kar 366-krat so zapisane v Svetem pismu omenjene besede ne boj se. Ste prav slišali? To je tolikokrat, kolikor je dni v letu in še eno za povrh. Torej, nam Bog pravi, da se nam niti en dan v letu ni treba ničesar bati. Izgovorjene besede naj bi bile prvi poudarek, ki sem ga želel povedati sebi in vam, dragi gledalci, ob slišanem evangeliju. Drugo, te dni natančno 11. februarja na god Lurdske Matere Božje obhajamo 33. svetovni dan bolnikov. Ustanovil ga je papež sveti Janez Pavel II. Vsakoletno spominjanje bolnikov želi prebujati vseh nas več sočutja do bolnih in prizadevanje za njihovo dostojanstvo. Hkrati želi biti zahvalni dan zdravnikom in vsemu zdravstvenemu osebju s prostovoljci za požrtvovalno služenje. Bolnim pa ne bo ta dan priložnost za molitev in prenovljeno gledanje na trpljenje in bolezen. Vsakokratni papež, tudi sedanji Frančišek, za ta dan napiše poslanico bolnikom:
In letošnjo je naslovil Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski. Njegove besede me nagovarjajo in želim, da tudi vas, da se v trpljenju vseh vrst obračamo na Gospoda in ga prepoznamo kot učenca na poti v Emaus. Zato se ne bojmo z njim deliti svojo zbeganost, skrbi in razočaranja, ter ga prepoznajmo v lomljenju kruha pri sveti maši, ki je za mnoge od vas, bolne in starejše, največkrat pred televizijo ali radijem. Papež nas v poslanici spominja, da se na krajih trpljenja bogatimo in se trudimo, da smo angeli upanja. Pri tem papež misli na bolnike, zdravnike, medicinske sestre, družinske člane, prijatelje, duhovnike, redovnice. Papež še pojasni, da smo k temu povabljeni tam, kjer smo. Dragi bolniki in vsi, ki ste ob trpečih, v jubilejnem svetem letu bodimo vsi romarji upanja. Ob koncu poslanice se papež v imenu Cerkve zahvaljuje bolnikom in moli zanje ter izroča Mariji, zdravju bolnikov, po besedah, ki se jim tudi sam pridružujem in se vam zahvaljujem za pozornost. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. O častitljiva, o blagoslovljena Devica. Amen.